kot sem obljubil, da ko bom imel več poti prehojenih v tem letu in preizkušeno tole aplikacijo za mobilne pametne telefone, ki delujejo na operacijskem sistemu Android. Ta objava je bila sicer napisana 5. maja. Takrat še ni bilo toliko prehojenih poti, samo hribi pa lažje poti, bolj na odprtem. Tako da imate potem tudi tukaj ob strani več poti, še potem opisanih vtisov mojih, kako je pač bilo na posamezni turi, kaj je zanimivega. No, spodaj so še pa potem iz prejšnjih let, lanska, predlanske, pa še predlanske, ne, tako da že zdaj kar precej časa hodimo naokrog. Takrat sem pač predstavil aplikacijo taka, kot je bila takrat. Ne, tukaj so zaslonske posnetki aplikacije. Sicer se je pa do zdaj malo spremenila. Nekajkrat se je posodobila, tako da zdaj pač izgled tudi drugačen. Pa da kar pokažem na telefonu. Sicer izgled je malo drugačen, ne, tole je ostalo isto, nastavitve tudi. Možnosti je v tej aplikaciji ni možno nalagati zemljevidov, tako da ne me klicati in ne mi pošiljati mailov, ker tukaj se zemljevid ne more naložiti. Aplikacija uporablja Googlove zemljevide in je namenjena za snemanje poti, kjer hodimo. Tako da to pač, ne. Tukaj je potem možnost še priklopiti senzor, ki deluje na principu Bluetooth, snemanje srčnega utripa in tak dalje. Potem lahko tudi pogledamo statistiko prehojenih poti, mislim si označimo, kakšne hočemo imeti zemljevide, ali satelitske, ali mapa. Aplikacija sicer prikazuje, recimo, zdaj, če gremo po tole za brložnica, matko v okno, to je na zemljevidu, lahko pa priklopimo tukaj na izgled, sloj zemljevida, satelit, satelitska zulica, relief, ne, jaz imam pač vedno zemljevid, ker je pač ten grafikon, izris, kilometri prehojene poti in višina. Tukaj je še potem ostalo razdalja, potem skupni čas in čas gibanja, tako da, ker naprava ne beleži, ko se gibamo, mislim, ko stojimo, počivamo, postanki, to se ne, povprečna hitrost in najvišja hitrost, pa potem še ena povprečna hitrost med skupnim časom. Nadmorska višina, ki malo tudi odstopa od naših zemljevidov, ampak dobro, potem se, zdaj, ker če potem izvozimo pot v recimo zdaj tole za brložnico, izvozi, nam poda tukaj, kaj je lahko v različnih tipih. Najboljše je pač GPX, to je osnovni standard, ali pa KML, to je za Google Earth, tako da to je najbolj. Natančnost, bi rekel, nekateri pač trdijo, da te naprave niso natančne. Jaz bi pa rekel, da ravno nasprotno in boljše, da ne govoriš nekaj, kar ne poznaš. Tukaj se točno vidi, recimo, to je cesta na Meranovo in se lepo vidi točno, kje sem šel po tej strani ceste. To pomeni, da naprava oziroma aplikacija se odstopa minimalno, to je 1 meter morda, tukaj, ko je pač dober signal večje skupine satelitov. Drugače pa je potrjeno in stojim za to objavo 3 metre. Ne? To se pač lahko zahvalimo, zdaj, odvisno kaký telefon je, če je najnovejši z Qualcomm 4-jedrnim procesorjem, ki je zmožen obdelovati podatke 24 satelitov, potem je to natančnost. Ne? Je pa druga zadeva,
Če pa naprava nima dovolj satelitov, potem se pa moti. In to kar precej. Tukaj je dober prikaz, tu je matkov škaf v matkovem kotu. Tukaj je pa naprava totalno mimo. Direktno ponorela in ne, tako da kaže tu razne odklone. In potem, ko pridemo, to je zdaj ostenje, to je hudi prask. Ostenje daje preveliko senco. Ni dovolj satelitov z te smeri, zato je totalno tukaj, na en pot gre tako in potem dobro, tukaj naprej je pa potem pravilno prečenje pod Mrzlo goro, od Latvice, tukaj pravilno potem deluje in je pravilna GPS sled na vrh Krničke gore. Toliko o tem, tako da se moti naprava, ampak takrat, ko nima dovolj satelitov. V hribih nikoli, v gorah pa ja, če je recimo, da ni, tako tukaj vidimo, še enkrat povem, da ni dovolj satelitov, je potem odklon tak. Zdaj še lahko pokaže en primer. Tole je pot iz to je koča pod slapom Rinka. Izhodišče na parkirišču. Se vidi, to je parkirišče, tu so avtomobili tako postavljeni. In potem mimo tiste hišice, pa potem gor proti slapu. Gremo tam, pa malo v Ovinek, to je že tako poznano na pamet. In tu je slap Rinka. Orlovo gnezdo. In potem lepo gor na Okrešelj. Je lepa sled. In dokaj natančna, mimo zavetišča novega. In v hudem prasku točno se vidi, ne, tako lepo, tole trikotno melišče in potem čez tale prvi skok in potem v hudem prasku. Sicer tukaj je malo, da ne bo kdo mislil, sem šel gor pa dol, pa komu bi se pa dalo po tistem melišču gor pa dol hoditi. Tukaj je, zaradi tega, ker je tole taki greben in toliko zakriva, ne. Tole, ta hudi praks pa je, kot da bi šel po nekem hodniku proti nebu. Tako da tam je nekaj odstopanja, drugače pa je zadeva kar dobro beležena. In še en primer, pot na skuto od Žagane peči. Od tam od začetka, pa lepo gor, tole čez tole jaso gozno, potem pa čez Žmavcarje gor, lepo cik-cak, 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 tu do Bevaka pod skuto, potem pa čez Male Pode gor, tukaj do tega razpotja, tu so potem Rinke naprej gor, tu pa sem naprej pod temi Ostenji, pod Kranjsko Rinko, na sam vrh skute. To je lepo prikaz, tudi graf prehojene poti, spona in tukaj tudi višinska razlika, 1747 metrov, nadmorska višina cilja 2530, ali pa tista 2 metra. Skupna pridobljena nadmorska višina, višina na štarta. Potem še ena, lahko pokažem tudi čez Dolge stene na Grintovc. To pa je začetek točno od tam, ko začnejo tekači gorski na Grintovc. Oziroma, dobro, par metrov naprej. Tam, ko je izhodišče za Kamniško sedlo, po cesti, vse skozi gor.
In potem pri tovorni žičnici povečam čisto, evo, tovorna žičnica, to je ta hiška. Gor, lepo skozi tole, meni je lepa ta pot, ampak eni je nimajo radi. Evo, točno se vidi po potki, odstopanje mogoče meter maksimalno. Kokersko sedlo, Zoisova koča, potem pa proti skuti do malih vrat, so lepo vidna. In potem čez dolge stene. Izjemna lepa tura. Do vsem, tukaj se pa potem začne tisti težji del, ko je konec travnatega terena, pa po grebenu, pa malo prej izstop na streho, pa potem do vrha Grintovca. Je pa tole, če smo že zdaj pri tem, 1949 metrov je meni pokazalo izračun višinske razlike, kar naporno, 4 ure 55, dobro, to je moj čas, meni čas niti ne igra vloge. Višinska razlika, bolj prehojene poti pa razdalja, to je meni bolj pomembno kot pa časi. Jaz na čas v gorah nikoli ne gledam, razen pač, ko je treba pred temo biti na izhodišču, drugo pa ni pomembno. No, in ker ko sem se že odločil, da ne bom pisal, da bom kar posnel tale video, kar je lažje povedati pa pokazati in je bolj hitreje. Kaj ne povem še enkrat, ja, aplikacija je brezplačna, se jo prenese iz trgovine oziroma spletne strani Google Play, kjer je pač to brezplačen download, tako da se samo klikne in namesti. Aplikacija se tak sama, to je tak vse že vgrajeno v sami aplikaciji. Kaj jaz vem, uporabna meni je na nek način. Pogledaš, kje si bil, mislim, kje si hodil, ki ti snema sled. Zdaj, če pa bi kdo rad kakšno, da bi imel naložene zemljevide, potem bo pač mogel kako drugo aplikacijo si poiskati ali pa kupiti pravi GPS sprejemnik oziroma napravo. Meni se ne zdi, ker pač raje hodim tak, da si doma načrtujem po zemljevidih, opisih iz knjig in najdem kakšne opise na internetu od kakšnih predhodnikov in si pripravim načrte po zimi, tako da samo potem, ko prije čas, poletje, kopne ture, samo gremo na pot. Nič ne razmišljam več o tem, da bi pa mogel non-stop gledati na tale telefon ali bilo kaj, to ne prije poštev, razen v kritični situaciji za klic v sili ali kaj takega. Enkrat sem uporabil, da sem preveril, kje sem se vzpenjal, čas, mislim, pot prihoda do določenega cilja, da sem potem lahko se stopil. To je bilo, ko sem iskal Račka vrata. To je v Ostenjih Radohe nad Rogovilcem, ker sem tam, ko sem se spuščal, pa sem potem prečil tisto gozdno cesto in sem zgrešil in sem šel dol na drugi strani tistega grebena in potem ugotovim, da nekaj ne štima. No, in takrat sem pač vzel telefon iz nahrbtnika in pogledal, kje se nahajam, koliko sem oddaljen od tiste dejanske poti, ko sem se vzpenjal, in sem ugotovil, da sem zgrešil za kar nekaj, da sem na drugi strani grebena in sem moral potem se vzpenjati kje 100 metrov višinske razlike nazaj gor do tistega dela, kjer sem zgrešil, in potem, ko mi je puščica pokazala, da sem na pravi tisti
črti, ki sem jo vlekel prej gor, napravi GPS sledi, da sem potem šel proti izhodišču. Mislim, da je to vse. To je pač takšna brezplačna aplikacija, ne moreš več pričakovati od tega. In moram pa reči, da je zadeva kar natančna, če je dovolj satelitov v dosegu. Pač tehnika napreduje, telefoni tudi. Tako da nekateri pač naj pazijo, kaj rečejo, recimo, da noben GPS ni natančen. Zame je to malo iz rokava potegnjeno. Take izjave, da ja. Treba je prvo se pozanimati in preveriti in malo slediti tehnologijam, ki napredujejo. To je vse.